Pozdravljeni v uporabniškem videu GS1 Slovenija. Danes bomo pokazali, kako lahko naredimo masovni uvoz podatkov o porabljenih številkah GTIN z uporabo Excel predloge. Na uvodni strani O moj GS1 kliknemo na roza gumb Register GTIN in nato v orodnem meniju izberemo podstran Uvoz GTIN Excel. Na vrhu strani kliknemo na gumb Nov uvoz, nato pa izberemo gumb Prenesi predlogo, s čimer pričnemo s prenosom Excel predloge na osebni računalnik. Izbrano datoteko potem odpremo. V Excelu so podatki razdeljeni na zavihke, ki jih vidimo na dnu delovnega lista. Vsak zavihek predstavlja drug del podatkov, kar omogoča, da je preglednost večja in delo lažje. Prvi zavihek se imenuje Informacije in navodila. V njem so opisani posamezni zavihki predloge, povezave do iskalnika GPC in drugih standardov GS1 ter kratka navodila za izpolnjevanje. Ta zavihek je vaš vodnik skozi celoten proces in ga je priporočljivo prebrati pred začetkom vnosa podatkov. Naslednji zavihek v naši Excel predlogi je Osnovni podatki številke GTIN, v katerega je potrebno vpisati podatke o vseh uporabljenih številkah GTIN. Polja, označena z zvezdico, so obvezna za izpolnitev. V primeru neizpolnitve teh polj bo uvoz podatkov neuspešen. Sedaj bomo na praktičnem primeru prikazali, kako izpolnimo Excel predlogo za številko GTIN, ki bo označevala jagodno marmelado 250 gramov in pakiranje, v katerem je 6 kosov marmelade. Najprej v stolpec A vnesemo številko GTIN, pri čemer moramo biti posebej pozorni, da je številka 13 ali 14 mestna ter izhaja iz intervalov, ki so vam kot članom GS1 bili dodeljeni v uporabo. V naslednjem koraku določimo osnovne karakteristike prodajne enote, ki jo označuje izbrana številka GTIN. Najprej označimo, ali se izdelek prodaja končnemu potrošniku. Če gre za izdelek, ki se prodaja v trgovini ali preko spleta, vnesemo 1. Če je enota namenjena samo za transport ali logistiko, vnesemo 0. Nato določimo, ali ima prodajna enota vedno enako ali spremenljivo vsebino. Če se količina vedno spreminja, vnesemo 1. Če je količina vedno enaka, pa vnesemo 0. Na koncu označimo, ali GTIN označuje osnovno prodajno enoto ali pakiranje. Za osnovno najmanjšo prodajno enoto vnesemo 1, za enoto pakiranja pa 0. V našem primeru gre za maloprodajni izdelek s fiksno neto vsebino, ki predstavlja osnovno enoto. Zato vnesemo 1 za prodajo končnemu potrošniku, 0 za fiksno vsebino in 1 za osnovno enoto. V naslednjem koraku izdelek uvrstimo v ustrezno kategorijo z vnosom klasifikacije GPC v stolpec E. GPC določa, v katero skupino podobnih izdelkov spada prodajna enota, zato je ta podatek obvezen. Ustrezno GPC klasifikacijo poiščemo v iskalniku GPC, do katerega dostopamo preko povezave v prvem zavihku Excel predloge. Za lažje iskanje izberemo jezik SL plus EN in v polje Gradnik vpišemo ključne besede, ki opisujejo izdelek. V našem primeru poiščemo izraz marmelade in izberemo gradnik, ki najbolje ustreza izdelku, na primer obstojno trajno. Pri vnosu je pomembno, da v Excel vpišemo samo 8-mestno številko gradnika brez opisa. Če te klasifikacije ne najdete, se lahko vedno obrnete na naše svetovalce. Vnesemo še blagovno znamko in po potrebi podznamko. Blagovna znamka je ime, identiteta ali znak, ki ga določi lastnik blagovne znamke in je namenjena identifikaciji prodajne enote in razlikovanju od drugih podobnih prodajnih enot. V našem primeru vnesemo Gold Standard. Funkcijski naziv je kratek in jasen opis, ki pove, kaj izdelek je oziroma čemu je namenjen. Ne sme vsebovati blagovne znamke, variante ali neto vsebine in naj bo zapisan brez marketinških izrazov.
Ob vsakem funkcijskem nazivu je potrebno vnesti tudi jezik zapisa, in sicer v obliki kode, naprimer SL za slovenščino. Seznam jezikov in drugih šifrantov je na voljo v zavihku Šifranti. V našem primeru vnesemo marmelada in kot jezik določimo SL. Varianta se uporablja za razlikovanje izdelkov z enakim funkcijskim nazivom. Z njo opišemo posebnost izdelka, naprimer okus, barvo, material ali vrsto embalaže. Vnos variante ni obvezen, ne sme pa vsebovati blagovne znamke, funkcijskega naziva ali neto vsebine v primeru vpisa. Tako kot pri funkcijskem nazivu moramo tudi pri varianti določiti jezik zapisa, ki mora biti enak jeziku funkcijskega naziva. V našem primeru vnesemo varianto jagodna in kot jezik določimo SL. Pri neto vsebini najprej vnesemo samo količino, v našem primeru 250. Nato pa v sosednjem stolpcu določimo ustrezno enoto mere z uporabo kode iz zavihka Šifranti, v našem primeru GRM za grame. V stolpec za državo prodaje vnesemo kodo ciljnega tržišča, naprimer 705 za Slovenijo, ki jo najdemo v zavihku Šifranti. Interna šifra je identifikator za izbrano prodajno enoto iz notranjega okolja podjetja. V primeru, da je interna šifra na voljo, se jo lahko vnese v stolpec O. Zadnji obvezni podatek je status GTIN, ki pove, v kakšnem stanju je prodajna enota. Na voljo so 3 statusi: 15 za osnutek, ko izdelek še ni na trgu, 50 za aktiviran izdelek, ki se aktivno prodaja na trgu, in 90 za neaktiven izdelek, ki se več ne prodaja ali proizvaja. V našem primeru vnesemo status 50. Po želji lahko vnesemo tudi logistične dimenzije in bruto težo, ki se vnašajo na enak način kot neto vsebina. Na voljo sta tudi komentar za dodatne informacije ter povezava do slike izdelka. V primeru, da želimo opisati nazive prodajnih enot v tujih jezikih, jih vnesemo v modre zavihke za dodatne jezike. Enako velja za neto vsebino in slike, ki imajo ločene zavihke. V našem primeru teh podatkov ne bomo vnašali. Poglejmo še, kako se vnos enote pakiranja razlikuje od osnovne enote. Večina podatkov ostane enakih, nekaj pa jih prilagodimo. Pri karakteristikah označimo, ali je pakiranje namenjeno maloprodajni enoti ali samo transportu. Vnesemo, da ima pakiranje fiksno vsebino in da številka GTIN označuje pakiranje. GPC klasifikacija, blagovna znamka, funkcijski naziv in država prodaje ostanejo enaki kot pri osnovni enoti. Pri varianti dodamo še podatek o neto vsebini osnovne enote. Pri neto vsebini vnesemo število osnovnih enot v pakiranju, enoto mere pa določimo kot kos, torej vnesemo kodo H87. Na koncu določimo še status GTIN. Za povezavo pakiranja z osnovno enoto se prestavimo na zavihek vsebovane enote pakiranja, kjer vnesemo GTIN pakiranja, GTIN osnovne enote in število kosov v pakiranju. Če pakiranje vsebuje več različnih osnovnih enot, vsako vnesemo v svojo vrstico. V našem primeru povežemo GTIN pakiranja z GTIN osnovne enote in vnesemo količino 6. Ko so vsi podatki v Excel predlogi vneseni, se vrnemo na portal, kliknemo Naloži, izberemo datoteko in počakamo, da se uvoz zaključi. Pri uvozu je potrebno biti potrpežljiv in občasno osveževati stran. Če pride do napak, ki jih preverimo v poljih validacija prvi korak, struktura datoteke, in validacija drugi korak, vpisani podatki, ter uvoženo datoteko popravimo in ponovno naložimo.